če bi začeli bolj po kemijsko. Ja, imaš prav, res bi mogli nekaj narediti. Naredimo en kemijski poskus. Ja, čakaj, kje smo že ostali? Aha, pri poskusih. Lahko bi vrgli šolo. Sram. Pa ne, naravno, se bomo zamerili. Dajmo rajš tele naše profesionalne kemike nekaj vprašati. Recimo, katerega plina je največ v zraku? Bravo, super, same bistre glavce. Zdaj imam pa eno težje vprašanje za vas. Pri kolikih stopinjah se pa duši v tekočini? No, noben fuk ne ve povatiti na poje. Pri minus 196 stopinjah. Zdaj pa še najtežje vprašanje. Pri kolikih stopinjah pa dušik zamrzne? Pa dejte nehat mučiti te boščke. Vete, kako tekmovanje jih čaka, vi pa tu nekaj sprašujete. Pa no, moramo mi nekaj povedati o dušiku. Recimo, ali ste vedeli, da na Neptunovi luni Triton obstaja dušik v vseh treh agregatnih stanjih? Pa ne samo to, na Tritonu nastajajo pravi gejziri tekočega dušika. In to vam bomo danes pokazali. Spoštovani tekmovalci, cenjeni mentori, današnje gostja, prisrčno dobrodošli na 48. državnem tekmovanju iz kemije. Mednarodno združenje za čisto in uporabno kemijo in UNESCO sta leto 2011 razglasili za mednarodno leto kemije. Tako so želeli opozoriti na vlogo kemije v sodobnem svetu in dati priznanje za njene dosežke v dobrobit človeštva. Pobuda za razglasitev mednarodnega leta kemije je vezana na stoletnico ustanovitve Mednarodne zveze za čisto in uporabno kemije in stoletnico podelitve prve Nobelove nagrade za kemijo, ki jo je prejela Marie Curie za odkritje dveh novih elementov, polonija in radija. In to je bila že njena druga nagrada Nobelove, prav tako tudi za fiziko. In zato verjetno danes nič čudnega, da imamo državno tekmovanje iz kemije prav na 8. marec, dan žena, gotovo ima svoj pomen. Bila je prva ženska, ki je prejela Nobelovo nagrado in še vedno edina ženska, ki je prejela kar dve. Seveda s tem praznuje tudi slovenska kemija. Pred 130 leti se je rodil slovenski kemik Max Samec, ki je bil prvi redni profesor kemije na Tehniški fakulteti v Ljubljani. In nenazadnje, nekaj let potem, po podelitvi Nobelove nagrade Marie Curie, je Nobelovo nagrado za kemijo prejel tudi Slovenec Friderik Pregl. In prav njegovo počastitev tudi tekmujemo za Preglovo tekmovanje iz znanja kemije. Kemija je naš vsakdan. Z njo se srečujemo povsod, hoteli ali ne. Učenci se s poukom kemije srečate že zelo zgodaj v osnovni šoli in pri tem postajate pravi mali znanstveniki. Kemija ni vse, vse pa je kemija. Tekmovanje znanja kemije so se pričela že leta 1967. Kemija je mladini prijazna znanost. Namenjena vsem, ki hočete več, kot le ponujajo šolske klopi, namenjena je vam, ki ste že bili na tekmovanju znanja kemije med najboljšimi, ter tudi tistim, ki ste se že dokazali na področju raziskovalnega dela. Spoštovane mentorice in mentori, še naprej popularizirajte kemijo med mladimi.
Ozaveščajte jih o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine. Želim vam danes ogromno pravilnih rešitev, lep dan še naprej in hkrati vam zastavljam morda poganko ali napoved naše današnje goste, ki je prav tako, bi lahko rekli, z vsemi čutili vpeta v njeno kemijo, če lahko tako rečem. Prva znanja s kemije je pridobivala v osnovni šoli Šoštanj, nato gimnaziji Velenje, Tehniški fakulteti Maribor, Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Leta 2005 je prav tako magistrirala iz varstva okolja in sicer z nalogo ekološko gospodarjenje v kovinsko-predelovalni industriji s poudarkom na Gorenju. Seveda njena ljubezen je kemija, bila, je in bo. Zato vam danes v naši sredini pozdravljam gospod magistro Vilmo Fece. Pozdravljeni mlade ljubiteljice in ljubitelji kemije. Zdaj jaz ne vem, če še kaj povem, vse je že povedal, ne? Če delaš čez 30 let na področju kemije, je samo to, kar je bilo povedano, jo imaš rad ali pa nimaš, ne? Ampak brez kemije pravzaprav ne moramo živeti, ne? Zato sem še to bolj vesela, ko danes vidim polno dvorano tukaj tistih, ki imate radi naravoslovje. Namreč v današnjem času družboslovje nekaj pomeni, naravoslovje, kjer je potrebno vložiti več truda, da pridemo do končnega rezultata, pa je pogostokrat zanemarjeno. Zdaj, če se pogledamo pa samo kemijo, je pa kamorkoli pogledamo kemijo, če pogledate mene, pogledajte oblačila. Ta oblačila brez kemija ne more biti narejena. Barvila, tehnološki postopki, šminka. Pogostokrat se ne zavedamo, ko gremo v trgovino, ženske in kupujemo kozmetiko, da je tu pravzaprav ogromno kemije. Te pozitivne in negativne. Tu bomo z leti tudi ugotovili, kaj je dobro in kaj ni dobro na področju kemije. Pravzaprav res tudi ta poizkus zanimiv, kolikokrat se ga boste srečali, vedno vas bo fasciniral. Ali bo to na zabavi, ali bo to v nekem resnem poslu v industriji. Industrijskega razvoja, gospodarstva si brez kemije sploh ne moramo predstavljati. Poglejte, se niti enega avtomobila, niti enega hladilnika ni narejenega brez zelo dobrega poznavanja kemijskih zakonitosti. Zato bi želela posebej poudariti to, da imate eno prednost, ker vas kemija zanima, ker vam je kemija blizu, ker vam je naravoslovje blizu. Ni dano to vsem učencem. Zaradi tega, ker pač imamo te danosti v sebi. Negujte jih v prihodnje in prepričana sem, da vam tu ne bo žal. Ne glede na to, da danes slišite, da ni služb, pa ni to res. Službe so. Službe so za tiste, ki so dobri, ki postanejo dobri strokovnjaki, še zlasti na področju naravoslovja v povezavi s tehniko. Zato bi želela, da danes ob tem vašem, bom rekla, izkazovanju znanja, ki ga imate, vam držim pesti in želim, da dosežete zelo dobre osebne rezultate. Vendar, če vam danes ne uspe, to ni nič narobe. V kemiji so vedno poizkusi in poizkusi. Tudi v življenju vam ne bo vse z rožicami poslano in tako je vam uspelo. Ampak pri kemiji je vztrajnost. Vztrajnost, zavedanje, da je kemija logično mišljenje, da se kemija ne da na pamet naučiti, ker pri kemiji razmišljamo. In zato vas prosim, ne obupajte, ko boste v prihodnjih letih šolanja srečevali najrazličnejše pristope pri kemiji. Kemijo lahko imamo radi ali jo pa sovražimo. Če to pogledate v vaših razredih, ugotovite, eni rečejo, ta kemija, ne? Vam je pa ljuba. Bolj, ko se boste šli v globino v kemiji, bolj vam bo všeč. In veliko sreče imate, če imate v osnovni šoli učitelje, ki vam znajo kemijo pokazati z te lepe plati. Tudi to, kar smo danes tukaj videli. Zato vam želim danes veliko uspeha, predvsem pa to, da v prihodnjih letih šolanja ne opustite to ljubezen naravoslovja in do kemije. Vejte, kemija bo in je bila, slišali smo, koliko let že pravzaprav in zemlja se vrti zaradi kemijskih procesov, ki so vse posod okrog nas. Lep dan vam želim.